Stališče sveta je bilo, da je potrebno v tej državi zato, da bi ohranili dolgoročno finančno stabilnost obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, dobro razmisliti o ukrepih, ki bodo v zvezi Slovenskega državnega holdinga sprejeti v zvezi z KAD-om in pa v zvezi s Triglavom. Člani sveta so nasprotovali temu, da bi se delež, ki ga ima SPIZ kot lastnik v Triglavu odprodal, in drugo, da si je treba prizadevati, da se tudi ohrani poslanstvo kapitalskega sklada. Njegovo poslanstvo je utemeljeno že izpred let nazaj, doslej ga je koliko toliko uspešno izvajal in je treba vedeti, kaj bo z njim v prihodnje. V zvezi z sejninami so člani sveta menili, da ni možno vse javne zavode gledati iz enega zornega kota, da gre zgolj za pravno osebo kot zavod, ampak da je treba, ko se določajo sejnine, vrednost, se pravi sejnin za člane sveta in za predsednike takih organov, upoštevati odgovornost in finančno, bom rekla, zmožnost ali kapitalsko ustreznost takega zavoda. Ali jaz imam zavod z 100 000 evri, ali imam takšen zavod, kot je pokojninski zavod, ki je druga javnofinančna blagajna, katerega člani organa upravljanja se morajo pogovarjati o skoraj 5 milijardah, to ne more biti isto. In zdaj pa ste pač kaj ugotovili, kaj se da na tem narediti? Samo opozorili bomo tistega, ki je tako uredbo sprejel, da je treba te stvari tako gledati. Ja, razumem. Kaj bo to pomenilo konkretno za vaše višine sejnin? Prilagodili bomo temu, ker bomo dobili odgovor. Se pravi, pričakujete na naslednji seji, da boste... Tako je, da bomo ponovno obravnavali. Do takrat pa pač postali. Ker so člani sveta menili, da tako znižanje, kot je na podlagi te uredbe, za tako odgovorno delo ni sprejemljivo. Svet zavoda je tako kot za leto 2011 poslovanje te revije, oziroma tega zavoda, ocenil kot zelo uspešno. Svet zavoda pa je apeliral na vse, tudi na člane sveta, da preko svojih, bom rekla, okolij poskušajo pridobiti še dodatne člane in naročnike te revije. Kajti ta revija ima zelo pomembno poslanstvo. Ne le, da seznanja široko javnost, pa ne samo upokojensko, tudi zavarovance z najpomembnejšimi dogodki v zvezi z izvajanjem sistema, ampak tudi vsebuje zelo, zelo dobre, bom rekla, napotke, priporočila in smernice za kakovostno in zdravo življenje starejših in pa tudi, bom rekla, ostalih prebivalcev, kajti zdrav duh v zdravem telesu pomeni, da se na drugih področjih ni treba zagotavljati toliko sredstev. Nekaj besed je bilo rečeno tudi v nepremičninskem skladu, da se pripravlja neka izredna seja. Zakaj se je šlo? To bomo še videli. Gre za več, bom rekla, problemov, ki se pač seveda kažejo danes glede na strukturo, bom rekla, pokojnin, višino. Ljudje s temi sredstvi več ne morejo, niti domove za ostarele, bom rekla, plačevati oskrbnino. Prav tako je danes stališče, do katere meje, bom rekla, lahko upokojenec kandidira za stanovanje, če nima take višine, tu je cenzus postavljen. Seveda, svojci pa danes v teh zaostrenih razmerah, ko so marsikje otroci ali pa celo vnuki ali pa drugo sorodstvo, ki bi lahko, bom rekla, dalo to zagotovilo, da bodo oni razliko krili. Skratka, treba bo nekatera vprašanja razčistiti in seveda tudi v zvezi z, bom rekla, izgradnjo oskrbovanih stanovanj v Ljubljani, kajti nepremičninski sklad zaenkrat v Ljubljani še ni uspel pridobiti te možnosti, da bi lahko za Ljubljančane skratka lahko gradil iz svojih sredstev oskrbovana stanovanja. Pa se mogoče ve zakaj? Ta trenutek ne bi na to vprašanje odgovarjala, ker bom rekla, bomo to vprašanje razčiščevali. Skratka, nekateri pogoji, ki jih tisti, bom rekla, ki zagotavlja, bom rekla, to nepremičnino oziroma parcelo, seveda ni sprejel so strani nepremičninskega sklada.